tokratni avtomobilnosti spoznajte analitika Agencije za varnost prometa, ki pride na prizorišče prometne nesreče, ko policisti zaključijo svoje delo. Spoznajte njegove ugotovitve. Predstavimo vam novega Mercedesa CLA, testiramo Audija Q3 in vas popeljemo čez teden, ki je bil bogat z domačimi premierami. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Glede na temperature in vreme v zadnjih mesecih je bilo samo še vprašanje časa, kdaj se bomo v avtomobilnosti spet posvetili motoristom. Ja, in vsako sezono nekaj tematike, vsaj na pomlad namenimo motoristom. Če se spomnite, prejšnjo pomlad smo se lotili tega, kako mora biti motorist oblečen, da je varen, preden se usede na motor. Še več, vsako pomlad se poskusimo na drugačen način lotiti pravzaprav že večnih motorističnih tem. Tisto, kar kroji prometno statistiko z nesrečami, je ves čas enako, mi pa poskušamo najti sveže vsebine in načine, kako motoristom pravzaprav povedati nekaj, kar že dobro vedo, pa vendarle ne upoštevajo. Zato smo se v preteklih sezonah recimo ukvarjali z tem, kako se pravilno pride v ovinek, kam je treba gledati, kako se pelje dinamično, pa ne prehitro. In recimo, ta je meni še posebej všeč, kaj se v motoristovi glavi dogaja, ko privija plin, tako da vozimo še hitreje. Ja, in saj veste to staro šalo, da sta samo dve vrsti motoristov, tisti, ki so že padli in tisti, ki še bodo. Ampak, če gremo samo na statistiko, za večino nesreč, ne samo v motorističnem svetu, tudi v avtomobilskem, smo krivi ljudje sami. In pri motoristih je to predvsem neprilagojena hitrost, napačna smer vožnje, se pravi prehitevanje, in pa seveda to, da ne pogledajo vsakič, ko zapeljajo na prednostno cesto. Žal je tudi alkohol še vedno zelo prisoten v prometnih nesrečah motoristov, kar je že samo po sebi popolnoma nerazumljivo. Motoristi bi vendarle morali vedeti in saj pravzaprav vemo, da smo daleč najbolj ranljiva skupina udeležencev in alkohol v tem primeru resnično poruši vse tisto, kar potrebujemo za to, da se kolikor toliko varno peljemo. Ampak statistika kaže eno sliko in že nekaj časa nas je pravzaprav motilo ali pa zanimalo, kaj pravzaprav povedo še drugi dejavniki, ki niso zbrani samo na tistem osnovnem zbiranju podatkov, ki ga zbere policija, ko pride na prometno nesrečo. In na srečo ima Agencija za varnost v prometu sodelavca, ki mu mi pravimo kar Dr. House prometnih nesreč motoristov, ki koplje dlje. No, čas je, da ga spoznamo. Ja, vesel sem, da je z nami danes v avtomobilnosti, kot ga je Andrej poimenoval, motociklistični Dr. House, Robert Sušanj. Robert, lepo pozdravljeni. Mi poveste za začetek, kaj je vaša naloga v sklopu Agencije za varnost v cestnem prometu, ko pride recimo do prometne nesreče? No, najprej, da pojasnim, daleč od tega, da bi jaz kakšen Dr. House ali pa ekspert. Jaz sem enostavno motorist, ki po 30 letih motorizma še vedno na novo odkrivam določene skrivnosti vožnje motorja. Predvsem pa poskušam ugotoviti nevarnosti in nevarnosti, ki pretijo na motoriste. Istočasno sem motorist, ki je v prejšnji službi imel možnost od blizu videti posledice prometnih nesreč, posledice napak motoristov in v končni fazi, ker je včasih malce težko povedati, sem tudi imel možnost pozvoniti pri raznih vratih, obveščati svojce o tem, da je motorist ali motoristka bil udeležen v prometni nesreči in seveda te prizore težko pozabiš. Tudi zaradi tega sem zelo vesel, da imam v okviru Javne agencije za varnost prometa možnost presojati prometne nesreče motoristov, ugotavljati, kaj je motorist dejansko storil narobe, kaj je spregledal in s tem nekako dodati kamenček v mozaiku boljše prometne varnosti. Mene osebno, za razliko od policistov, ki na kraju predvsem definirajo pravni vzrok prometne nesreče, zanima konkretno ravnanje motorista. In glede tega opredeljevanja tega vzroka sem bolj svoboden. Bolj jasno lahko rečem bob, bolj jasno lahko definiram ta vzrok. Zanima me, zakaj je motorist ravnal tako, kot je. In v tem kontekstu me zanima tudi zgodba motorista. Mene zanima, kdo je bil ta motorist. S kakšnim motornim kolesom, na kakšni vožnji je bil, kako je on dojemal motorizem in z tega vidika poskušam še vživeti njegovo zgodbo in lažje razumem njegovo ravnanje. Jaz pa poskušam to ravnanje definirati skozi moči motorista
Zato o tem lahko bolj ali manj naknadno po nesreči sklepam z neko visoko mero verjetnosti in tudi zaradi tega so moje ugotovitve bolj namenjene nekem analitičnem pristopu in ugotavljanju nekaj ponavljajočih se trendov napak motoristov v teh prometnih nesrečah, kar dolgoročno lahko prinese tudi do sprememb programov usposabljanj, kar bi vsekakor pripomoglo k temu, da so motoristi na cestah lahko bodo varnejši. In kakšni so rezultati? No, najprej naj pojasnim neko zmoto, ki velja. Kdor misli, da v prometnih nesrečah motoristov umirajo divjaki, tisti, ki imajo popolnoma zgrešen odnos do prometne varnosti z nekimi močnimi motorji, napačna presoja. V prometnih nesrečah večinoma umirajo povsem običajni motoristi, ki so, celo pripravljeni spoštovati, prometne norme, pravila, vendar pa v določenem kritičnem trenutku niso bili kos situaciji. Ravnali so lahko tudi hitro, vendar pa napačno. Naslednja ugotovitev, večina teh nesreč motoristov se zgodi popoldan. Po neki daljši vožnji, v popoldanskem času na začetku vožnje smo skoncentrirani, smo pozorni, pazimo na svoj sedežni položaj, popoldan smo bolj sproščeni, manj osredotočeni na vožnjo, predvsem pa dobimo nek občutek, lažen občutek, da nam gre vse kot po maslu, motorno kolo vlada, nič se nam ne more zgoditi. In kritični trenutek v popoldanskem času pripomore k temu, da naša reakcija ni optimalna, je napačna in vodi v prometne nesreče. Ne smem pozabiti vožnjo v skupini, vožnjo vsaj v paru, ki pomeni na motorista, sploh manj izkušenega, nek podzavestni pritisk, biti primerljiv in to vodi v neko pretiravanje, v neko vožnjo, ki je v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Vstopanje v ovinke, linija vožnje skozi ovinke, izjemno pogosta napaka in seveda zaviranje. Zaviramo nepravilno, zaviramo, pretiramo, premiljamo zgolj eno zavoro oziroma zaviramo v položaju, ko je motorno kolo nagnjeno iz svojega ravnotežja in s tem še dodatno porušimo ravnotežje motorja in nujno vse skupaj vodi v zdrs motornega kolesa. Gre za povsem praktične napake. Kar nekaj prometnih nesreč je, za katere bi lahko trdil, da motoristi niso poznali svojih limitov in so enostavno tok dogajanja prepustili usodi. Da je bila še vedno možnost nagniti motor v ovinku, je bila še vedno možnost zavirati in da bi se ob nekem intenzivnem zaviranju še vedno lahko rešil, pa tega niso bili sposobni. Zato toliko bolj poudarjamo, da morajo motoristi svoje limite in limite motornega kolesa poznati. Te limite pa lahko spoznava izključno na treningih varne vožnje, v delavnicah varne vožnje, v nekem kontroliranem okolju pod nadzorom inštruktorjev. Kdor sedaj misli, da bo svoje limite spoznaval na cesti proti Jezerskim, je seveda v veliki zmoti in vse navedeno mi ni treba ponavljati, vodi zgolj samo v prometne nesreče. Javna agencija za varnost prometa te presoje izvaja že nekaj let. Prednost teh presoj je, da je ob meni na kraju vedno tudi presojevalec cestne infrastrukture, ki presoja cesto, prometno signalizacijo, presoja preplastitve in številne druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na prometne nesreče. Jaz sam ugotavljam predvsem ravnanje motorista. Zanima me, kako je reagiral v situaciji, na kakšen način, ali je kaj spregledal in tako naprej. To lahko ugotavljam predvsem na podlagi sledov, ki so na kraju prometne nesreče, na podlagi poškodb motornega kolesa, ker poskušam ugotoviti neko dinamiko dogajanja, tudi z razgovori z mogoče kakšnimi pričami, seveda so pa najboljši sogovorniki, najbolj strokovni sogovorniki so kljub vsemu prometni policisti. Zdi se, da bojo v novi dobi proizvodnje avtomobilov vsi danes še zelo tradicionalni tekmeci na trgu avtomobilov sodelovali pri predvsem izgradnji platforme.
Zdi se, da bo nekaj proizvajalcev, mogoče 2-3, ki bodo delali podvozja ali pač osnovo, na kateri se bo lahko gradilo električne avtomobile, potem si bojo pa to znamke delije. Ja, tako se recimo zdaj povezuje ta Fiat Chrysler in pa PSA, se pravi Peugeot, in bomo videli, kaj bo to sodelovanje prineslo. No, spomnimo pa naj vas samo na ženevski avtosalon, kjer smo govorili zelo zanimivim sogovornikom iz koncerna Volkswagen, ki je napovedal, da naj bi nekoč v tej električni dobi praktično obstajale samo 3-4 platforme, ki jih bodo uporabljali vsi avtomobilski proizvajalci. Kar pa je dobra novica tudi zato, ker bo na ta način verjetno električna mobilnost postala tudi cenejša. Teden je bil bogat z domačimi premierami. Začnimo s Volkswagenom T-Crossom, malim SUV-jem, ki so ga pri Volkswagenu naredili zato, ker so ga lahko. Če seštejemo vse različice po segmentih, je prodaja SUV-jev v Sloveniji že kmalu okrog 40%, tako da lahko rečemo, da je Slovenija postala dejansko SUV-jevska dežela. Segment, v katerega vstopati pričakujemo, da bo v tem letu tudi postal dejansko največji, in tako smo seveda zelo veseli, da imamo odličen nov model točno v tem segmentu. Druga premiera je Toyotina Corolla. Pri tej japonski znamki se letos dogaja pravi preporod modelske palete. Tega narekuje nov oblikovalski jezik, nova platforma in sploh ideja, da njeni avti ne smejo biti več dolgočasni. Corolla, najbolj prodajen avto na svetu s 46 milijoni, je od prve generacije iz leta 1966, poznana po svoji kakovosti, predvsem trajnosti, zanesljivosti. Je pa seveda predvsem evropski trg precej specifičen, kar se tiče same oblike in dinamične vožnje. TNGA dejansko novi Corolli omogoča ravno tisto, kar je do zdaj pogrešala. Emocije v sami vožnji in pa tudi v samem dizajnu. Dodajamo močnejši hibridni sklop. Želimo nagovoriti tiste kupce, ki do sedaj niso posegali po hibridih. Verjamem, da je to odličen preskok, da se iz dizlov pomaknejo v bolj moderno hibridno tehnologijo. In električno tiho se je pripeljal Audijev revolucionar, prvi Audi nove dobe, e-tron. Dodobra smo vam ga že predstavili, a v pogovoru smo izvedeli tudi, da ničelnih emisij ni samo vožnja, ampak tudi tisto, na kar je imel Audi neposreden vpliv. In najbolj pomembno je, da se čim bolj približamo ničnemu CO2 izpustu. Čisto ni mogoče, ker je pač odvisno od uporabnika, ali uporablja zdaj tehnologije elektrike, torej pridobivanja iz naravnih virov. Mi smo odgovorni za proizvodnjo vozila, pa mi smo potem spet odgovorni za reciklažo vozila. Električno energijo, na primer, en del je električna energija, ki poganja robote, ki poganja varilne aparate, montažo vozila, se pridobiva iz naravnih virov, torej vode, sonca, vetrne energije. En drug primer je recimo uporaba odpadnih vod, kar nekaj odpadnih vod se pri taki tovarni proizvede, da jih 100% spet uporabimo, da jih prečistimo, filtriramo, potem reciklaža drugih materialov, montažnih materialov, uporaba orodij, ki so iz recikliranega materiala in tako naprej in tako naprej. V bistvu to je ta CO2 nična proizvodnja, ne? Pa še ena popolna preobrazba se dogaja, Fordova. Pri tem je verjetno manj pomembno, da se je Kuga v tretji generaciji oblikovno uskladila z novima Fiesto in Focusom. Bolj je pomembna elektrifikacija. Postala je priključni hibrid s 50-kilometrskim dosegom. Hibridizirali pa so tudi potniški kombi Tourneo Custom. Njegova 13,6 kW litij-ionska baterija omogoča dobrih 50 električnih kilometrov, za dodatnih 500 km pa poskrbi za tako velik kombi neobičajen litrski turbobencinski motor. Hkrati je Ford Evropi obljubil Explorerja, orjaškega 7-sedežnega ameriškega terenca, ki pa recimo v Ameriki sploh ni največji. Tudi ta bo na voljo kot priključni hibrid. Postalo je jasno, kakšne plane je imel kitajski Geely, ko se je odločil vstopiti v Daimler. Potencial je videl v Smartu. Zdaj je postal polovični lastnik te družbe, špekuliramo pa, da je glavni motiv Kitajcev zagotoviti si posel z mesti v smislu ponujanja celovitih storitev javnega osebnega prevoza. Podobno vlogo ima za družbo Volkswagen španska znamka Seat, ki pa je poleg vloge glavnega razvojnika mikromobilnosti zdaj prevzela tudi nalogo razvoja cenejših, dostopnejših električnih avtov za celotno korporacijo. Pri Volvu pa so se odločili, da bodo zainteresiranim analitikom dali na razpolago podatke,
ki so jih zbrali na podlagi svojih številnih študij prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi Volvovi avtomobili. Pravijo, da so podatki koristni še zlasti pri dvigovanju varnosti ženskih voznic, ki pogosteje kot moški v nesrečah utrpijo hude in smrtne poškodbe. Kot pravijo pri Volvu, to izhaja iz dejstva, da večina znamk med testi uporablja moške lutke srednje velikosti. Pri Volvu pa že več desetletij uporabljajo tudi namensko oblikovane ženske lutke. Bentley, ki je 2018 z Bentaygo na Pikes Peaku izboljšal rekord za športne terence, se bo letos na najvišjo dirkalno stezo vrnil z novim Continentalom GT, s katerim bo napadel rekord za serijske avtomobile. Močno okrepljen Ford GT prejšnje generacije pa je na dogodku Texas Mile dosegel rekordno najvišjo hitrost 483,44 km/h. Za pospeševanje do te hitrosti je potreboval vsega 1,6 km. Steza, kjer ponavadi podirajo takšne rekorde, slovita slana ravnica Bonneville v ameriškem Utahu, pa je v težavah. Uradniki so se odzvali na številne pozive zaskrbljenih državljanov in sprejeli odlok, po katerem bo v desetletni projekt reševanja te naravne znamenitosti vlada primaknila $5 milijonov, torej desetino potrebnega denarja. Slano ravnico je sicer ogrozilo preveč intenzivno izkoriščanje naravnih virov, a posledic bo deležna tudi avtomobilska dejavnost. Stezo so recimo s prvotnih 20 km že skrajšali na dobrih 13 km. Še vedno pa je možno tudi popolno zaprtje. V nadaljevanju oddaje spoznajte drugo generacijo Mercedesa, ki je množicam približal izraza limuzinski kupe in shooting brake. Testirali smo tudi Audija Q3, SUV-ja, ki v novi generaciji ni več zgolj za ljubitelje pokončnega vstopanja, ampak kar pravi družinski terenec. Tokratna anketa: stroški. Tokrat pa bomo zapeljali dva zelo zanimiva modela. Audi Q3 in Mercedes Coupé. Audi Q3 je tukaj že v salonih in predstavlja največjo grožnjo tako po obliki kot tehnologiji premijskim tekmecem. Mercedes CLA pa smo za vas peljali prvi. Ola Källenius, novi prvi mož Mercedesa, se je odločil, da novega CLA javnosti ne bo pokazal na enem od velikih salonov avtomobilov, ampak na največjem severnoameriškem salonu sodobne elektronike v Las Vegasu na CES-u. Zato sta dva dobra razloga. Prvo sporočilo je jasno, saj ga je Ola povedal kar na novinarski konferenci. Mercedes je tudi močno software računalniško podjetje. Za drugo sporočilo pa moramo kopati nekoliko dlje in brati med vrsticami. Ola je krmilo podjetja prevzel od markantnega gospoda z velikimi belimi brki. Da bi razumeli, kaj Ola danes sporoča med vrsticami, pa moramo v čas, ko je Zeče, gospod z brki, prevzel krmilo. Takrat je bil Mercedes na razpotju. Vedelo se je, da potrebuje sveže modele, ki bojo v salone privabili bistveno mlajše kupce. Prva stvar, ki jo je Zeče, ko je sam prevzel podjetje, storil je bila, da je vsem v podjetju rekel, da kravate niso več obvezen del moške obleke. In vsi člani uprave so se začeli tako tudi obnašati. Zeče je v svojem mandatu podjetje dobro krmaril. Danes so saloni polni vseh mogočih modelov, predvsem takih, ki privabljajo tudi mlajše kupce. Kar pa je Ole zdaj v Las Vegasu povedal, pa je bilo nekaj drugega. Ne samo to, da je pripravljen na dobo digitalizacije in elektrifikacije. Ole je z posebno atrakcijo, David bi rekel aktivacijo, v Las Vegasu poskrbel za to, da se je zgodil majhen šov. Z avtom, ki so ga opremili z najsodobnejšim sistemom prepoznavanja glasu in umetne inteligence, so se vozili pari. In medtem, ko so se pogovarjali z avtom in jim je avto ustregel, ko so izbirali različno glasbo, ambientalno svetlobo ali pa recimo spraševali po najbližji ugodni restavraciji, jim je enkrat vmes ponudil tudi možnost, da jih lahko poroči. In ker je to Las Vegas, vsi vemo, da se je zgodilo srečno naključje. Pari so se v Mercedesu tudi poročili. Hey Mercedes, what are some of your great features? I can assist you with a wide range of services. For example, I can perform a wedding ceremony right here in the car. Yeah. Okay. Do you, Maria, take Philip?
to have and to hold from this day forward, for better, for worse. Kaj se zgodi kasneje, ko se mogoče par odloči, da ne bo več nadaljeval skupne poti, ko pride do razhoda, do ločitve, Mercedes verjetno te odgovornosti ne bo prevzemal. Kar je Ole v podrednem smislu povedal, pa je: pričakujte, da Mercedes ne bo ponudil samo digitalizacije in elektrifikacije. Mercedes bo v novo dobo mobilnosti vnesel komunikacijo ne samo med človekom in strojem, ampak med človekom in stvarmi v oblaku, ki jih bo ponujal tudi Mercedes ali pa si bo vsaj del tega vzel. Kaj zmore novi CLA, ki je že prvi znanilec takih novosti, pa kar poglejmo za tistimi, ki so te vsebine pripravljali. So, how many devices are managed by driver today comparing to the car 10 years ago? Oh, that's a good question. That's many. Yeah? So it's hard to answer. You know, it's the control of radio, music, or ambient light, or seat adjustment, and so on and so on. We tried to introduce a voice control with natural language, and so that you just can say to the system, hello Mercedes, I'm cold, or I'm hot, or something. So, and the system reacts and adjusts the temperature in this case. So we think the distraction is much less when you speak to the car, because it's concentrated on the things you would like to control. When you speak to someone else, overall talk. So we think the distraction is much less than on the telephone or speaking to other people. CLA prve generacije je za Mercedes-Benz pomenil pomemben vstop v zanje novi svet manjših kompaktnih limuzin. Pred njim je bila zelo pomembna in težka naloga. Za volan je moral pritegniti mlajše kupce. Nalogo je opravil z odliko, pa tudi z obliko. Na obliko močno stavi tudi naslednik, ki skladno oblikovan deluje velikostno zrelo in avantgardno modno. Še bolj zanimiv pa je dizelski agregat za zvezdo. Nemški avtoklub ADAC je na zadnjem ekotestu izmeril, da ima dizelski 220D agregat nič izpusta NOx, kar ni niti blizu vrednostim, ki bodo kot obvezne nastopile leta 2020. What is the future of diesel engine in small car like CLA? Well, as you can see in the CLA, we have a new 2-liter diesel engine, which already fits Euro 6D, which is mandatory from 2020. So we still believe there's a future of diesel, of course. People traveling long distances still need an efficient engine, and if you compare a diesel engine with a petrol engine, you're still hardly about 20% better in fuel consumption. If you're traveling long distances a year, let's say 15,000-20,000 kilometers per year, then the diesel is clearly the best option for you. Q3 je še en avtomobil, ki nazorno kaže, kako zelo se je spremenil svet avtomobilizma. Takrat se je namreč začelo kazati, da avtomobilske znamke v svojih modelskih paletah nujno potrebujejo športne terence vseh velikostnih razredov. Takrat se je tudi že začelo kazati ohlajanje zanimanja nad praktičnimi enoprostorskimi avtomobili. Bilo je to leto 2011. Takrat je Audi naredil avto nenavadno resnobnih linij. S časovne distance se zdaj zdi, da so ga naredili predvsem za starejše voznice in voznike, željne udobja pokončnega vstopanja in višjega sedenja. Dizajn, prostornost, dinamika niso bili tako zelo pomembni. No, želje kupcev so se v minulih 8 letih povsem spremenile. Danes mora take sorte avto izgledati drzno, dinamično, in to zahtevajo celo starejši vozniki, ki so menda nekoč veljali za umirjene in nezahtevne. Zdaj pa hočejo isto kot mladi. Audi je zato spremenil svojo oblikovalsko smer. Uvedel jo je sila uspešni SUV kupé Q8 in Q3 je tiste sorte nadaljevanje, za katero je uspeh že vnaprej zagotovljen. Dinamično obliko podkrepijo dinamične vozne lastnosti. Te so pri novih Audijih že praktično pravilo. Čeprav avto sam po sebi noče biti enoznačno ožigosan. Udobje je namreč pri Q3 enakovredno dinamiki. Najbolj nova pa je vsekakor prostornost. Če je imel prvi Q3 enostavno nalogo navdušiti zgolj z višino, je novinec lahko tudi družinski avto za zahtevnejše.
V osnovi 530-litrski prtljažnik je recimo možno z dolžinskim pomikom zadnje klopi povečati na skupnih 675 litrov. In ja, naslonjalo zadnje klopi delimo po sistemu 40-20-40, kar omogoča, da se peljejo štirje in še ostane prostor za kakšen daljši kos prtljage. Morda še ena podrobnost. Za novodobne Audije je tudi značilna digitalizacija, a Q3 je razmeroma dosegljiv Audi. Torej nudi le en zaslon ter klasična stikala klimatske naprave. Prepričani smo tudi, da boste prvih nekaj kilometrov precej iskali gumb za nastavljanje glasnosti. Ako ga boste našli, boste veseli, da je klasičen, vrtljiv. Danes smo bili zelo motoristični, za konec pa Andrej, še zate eno vprašanje. A si, preden si kupil motor, vedel, da je adrenalin rjave barve? Jo, mislim, če smo zdaj tako osebno izpovedni, pol naj nekaj drugega povem. Tudi sam sem že več kot 30 let motorist, testiram motorje, več kot 100 sem jih že pretestiral in pravzaprav to, kar smo danes govorili, sem vse zelo ponotranil. Ampak hkrati pa vidim, da sem v različnih obdobjih življenja zelo različen motorist. Ves čas pa me spremlja samo eno sporočilo, da še vedno ne vem vsega o vožnji s motorjem. Zato varno in previdno, če se odpravljate na pot oziroma če začenjate z motoristično sezono. Mi pa vas v tokratni anketi na MMC-ju na rtvslo.si sprašujemo, ali veste oziroma če nam lahko poveste, koliko vas avto stane na mesec. Ker pozor, vemo, da veliko voznic in voznikov v Sloveniji pravzaprav tega stroška niti noče vedeti ali pa saj ga ne preračuna. Mi pa ga vestno pri vsakem testu avtomobila izračunamo stroške lastništva na mesec. Upoštevamo vse, amortizacijo, stroške pnevmatik, goriva, zavarovanja, vse. In poglejte, kakšni so zneski na mesec avtomobilov, ki jih preizkušamo. Ne zatiskajte si oči, ampak imejte pa oči odprte, kajti mi bomo spet z vami čez teden dni, vmes pa na Twitterju, YouTubeu, Instagramu ali pa Facebooku vse dni v tednu. Pa srečno na 2, 4 in vseh ostalih kolesih.